Tretja v seriji knjig o velikanih italijanske renesanse je knjiga, ki predstavlja zadnjega velikega slikarja človeštva, to je Rafaela. Napisal jo je Claudio Strinati in na 418 straneh prinaša vsa najnovejša spoznanja o umetnikovem življenju in njegovem delu. Poleg Strinatija je pri knjigi sodelovalo še veliko strokovnjakov, predvsem z rimske univerze in univerze v Firencah, med njimi Alessandro Vezzosi, ki je tudi direktor muzeja Ideale v Vinčiju, ter Agnese Sabato, ki je ena vodilnih strokovnjakinj za čas italijanske renesanse v Italiji. Knjiga je vezana ročno v delavnici v Urbinu, kjer še vedno delajo po sistemu iz 15. 16. stoletja in prav tako je obdelano na ta srednjeveški način tudi samo usnje oziroma pergament, v katerega so oblečene pletnice. Vsak bi rekel, pola pergamenta je 16-krat ročno ribana pod tekočo vodo, 16-krat sušena in potem strojena na način, ki omogoča res dolgotrajni obstoj tega materiala. Sama knjiga pa je tiskana v tiskarni, ki je specializirana za umetnostne tiske, to je tiskarna v Peruggi, in s tem tudi zagotavlja največji približek barv, senc, originalnih slik kot reprodukcij v knjigi. Posebnost knjige je tudi vložek 16 pergamentnih strani z ilustracijami študij za Rafaelovo delo Spremenjenje. Te ilustracije so pridobljene iz zbirke kraljice Elizabete II. In jih hranijo v Windsorju, v gradu Windsor v Angliji, nekaj pa jih hranijo še drugi muzeji po Evropi. In vse to je zdaj zbrano na enem mestu, kot rečeno na pergamentu, daje dodatno ozadje, kako je nastajala umetnina. Knjiga ni pred bralcem sama, ampak jo spremlja vrsta gradiv, med njimi naj izpostavim predvsem litoserigrafijo, ki predstavlja diptih Tri Gracije in pa Vitezov sen. To sta dve sličici, ki sta bili prvotno naslikani skupaj, kot neki sestrici dvojčici, pa sta kasneje v stoletjih, ki so sledila, zaradi različnih vzrokov prišle v različne roke in sta končali ena v Narodni galeriji v Londonu in druga v muzeju v Chantillyju. To se pravi, danes jih loči več 100 kilometrov. Naši bralci pa bodo dobili sličici skupaj, tako kot si je zamislil sam Rafael. Ob tej litoserigrafiji bo vsak kupec prejel še kovanček, ki ima na eni strani avtoportret Rafaela, na drugi strani pa njegovo delo Tri Gracije, ki je seveda eno najbolj znanih del tega umetnika. Kovan je bil ta kovanček v Firencah na stroju, ki ga je zasnoval Leonardo da Vinci in so ga po njegovih načrtih potem sestavili pred nekaj leti. Ob teh dveh stvareh bodo imeli kupci te knjige še dve reprodukciji iz Stanze della Segnatura, gre za atensko šolo in gre za astronomijo. To sta ponovno dve od zelo znanih del umetnika, ki sta tu predstavljeni v čudoviti
reprodukcij, ki bomo dobili ob knjigi. Kaj bi lahko v knjigi povedali? Knjiga je sestavljena tako, da sledimo umetnikovemu življenju od rojstva v Urbinu, pa njegovega kasnejšega začetnega šolanja, ki mu ga je omogočil oče, tudi sam umetnik in pisatelj, pa potem do odhoda v Rim, Firence, Perugio, skratka v to srednjo in južno Italijo, kjer je deloval večino svojega življenja. V kratkem času, manj kot 40 let, je ustvaril ogromno del, ki jih ponavadi strokovnjaki delijo v dve skupini, na sakralna dela in na dela s posvetno tematiko. Pri posvetni tematiki se je Rafael najbolj uveljavil kot portretist vseh pomembnih osebnosti, od papežev in različnih verskih dostojanstvenikov, kardinalov, pa do pomembnih knezov in veljakov tedanje družbe. Rafaela spoznamo ne samo kot slikarja, ampak tudi kot pesnika, saj je svoja čustva precej pogosto upodobil tudi s pisano besedo, predvsem ljubezensko tematiko je opovedoval, in strokovnjaki so po podrobnem pregledu vse te literature tudi ugotovili, katere pesmi so nesporno Rafaelove, katere pa morda pripisujemo temu umetniku ne povsem z veliko gotovostjo. Pesmi je v slovenščino prevedel Srečko Fišer in tako prinesel slovenskemu bralcu prvič tudi liriko Rafaela Santija v slovenskem jeziku. Spoznamo Rafaela tudi kot nadzornika umetnosti v Rimu, to funkcijo mu je posvetil papež Leon X, mislim, da je bil. In v tej vlogi je odigral Rafael izjemno pomembno nalogo, in sicer ohranjanje antične dediščine v Rimu. Ustvaril prvi popis vseh antičnih spomenikov in začel skrbeti za njihovo zaščito. Na koncu seveda se je udejstvoval delno tudi kot arhitekt in tudi to področje njegovega delovanja spoznamo v knjigi. Ker je Rafael izjemno močno vplival na vse umetnike po njegovi smrti, je temu posvečen tudi precej velik del knjige, ki govori o njegovih vplivih na umetnike do 19. stoletja, vse od Rembrandta, Velázqueza in podobnih imen velikanov, ki so sledili v naslednjih stoletjih. Knjiga pa odkriva tudi njegov nesporen vpliv v današnjem času, to se pravi v 20. stoletju, 21. stoletju celo, tako da vidimo odmeve njegove umetnosti tudi v delih slikarjev, kot je bil na primer Picasso ali Salvador Dali, in vidimo, da ta njegov vpliv nikoli ni zamrl, čeprav so nekateri literarni teoretiki že trdili, da je ta vpliv segal samo nekako do tam obdobja, kvečjemu do obdobja realizma. Njegovo življenje je bilo kratko, o njem se veliko ve. Ta knjiga razkriva še precej novih spoznanj, do katerih sedaj do danes nismo imeli dostopa, saj so avtorji pregledali arhive predvsem v vatikanskih arhivih in pa v nekaterih muzejih, bodisi v Rimu ali v Firencah, in našli dokumente, ki odkrivajo njegovo življenje še novo. Nekaj nejasnosti pa seveda še vedno ostaja. Med drugim tudi dejstvo, da je umrl na svoj rojstni dan, ni do konca razčiščeno. Vemo le to, da je bil Rafael izjemno priljubljen človek, ni bil v večjih sporih praktično z nikomer.
Da pa je seveda s svojo aktivnostjo živel tudi življenje, ki je bilo izjemno naporno. V času, ko je Michelangelo slikal Sixtinsko kapelo, je Rafael poslikaval stance v Vatikanskih palačah in to sočasno sta delala in podobno kot je bil seveda obremenjen sam Michelangelo, je tudi Rafael delal praktično od zore do mraka. Da imamo sedaj delo v rokah lahko tudi Slovenci, je zaslužna Irena Trenc-Frelih, prevajalka, ki se vrsto let ukvarja s prevajanjem iz italijanskega jezika, predvsem na področju likovne umetnosti, s pomočjo strokovnjakov tudi z ljubljanske filozofske fakultete je razrešila vse dileme in nam predstavila besedilo v tekoči, razumljivi slovenščini, ki bo vsakemu bralcu pač dostopna. Uvod v knjigo je napisal dr. Igor Škamperle in ta uvod daje samemu delu dodano vrednost, ki je nima niti italijanska izdaja. Saj smo v bistvu nek preprost uvod, ki ga ima italijanska knjiga, nadomestili s poglobljenim razmislekom o pomenu Rafaela za današnji čas in tudi o primerjavi med vsemi tremi velikani, to se pravi Leonardom, Michelangelom in Rafaelom, tako da je prav Škamperletovo uvodno besedilo odlična vstopna stopnica v svet razumevanja tega velikana umetnosti. Samo knjigo seveda še posebej zaznamujejo fotografije, reprodukcije del, ki so zbrane iz vseh muzejev, galerij, arhivov po vsem svetu, praktično od Amerike prek Anglije do Nemčije, Avstrije, Francije, Italije, iz številnih zasebnih zbirk. So pridobili tudi dela, ki so bila do zdaj nedostopna bralcem in poznavalcem umetnosti Rafaela Santija, tako da nam knjiga prinaša vrsto novosti. Pri vsako pomembno sliko oziroma njegovo delo obravnava tudi skrbno izrisana analiza od nastanka, geneze dela do vplivov, ki jih je čutiti v samem delu ali do razmisleka in analize povezane s tem, ali je delo res samo proizvod tega umetnika ali so pri njem sodelovali morda še kateri drugi, njegovi pomočniki, predvsem iz njegove umetniške delavnice, ki so dostikrat posamezne slike dokončevali po avtorjevih navodilih. Razrešene so tudi številne dileme glede avtorstva posameznih slik, kjer je bilo do zdaj mnogokrat nejasno, ali je sploh avtor slike Rafael ali ne. Tako da v knjigi dobimo pri nekaterih slikah potrditev njegovega avtorstva, pri nekaterih slikah, kjer so bili dvomi očitni, pa recimo dokončno zanikanje tega, da bi bil Rafael avtor dela. Vse to daje knjigi eno svežino, zaradi katerega lahko rečemo, da podobnega dela, tako celostno zasnovanega, do zdaj še ni bilo na knjižnih policah.